Spoštovani poslušalci in poslušalke, čez nekaj trenutkov se vključimo v neposredni prenos slovesnosti, na kateri bodo v Kulturnem domu Ivana Cankarja na Vrhniki podelili letošnjo Cankarjevo nagrado. Nagrado, donatorica je občina Vrhnika, so leta 2019 ustanovili Slovenski center PEN, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani in Znanstveno-raziskovalni center Akademije znanosti in umetnosti kot poklon velikemu književniku in hkrati priznanje za najboljše izvirno literarno delo minulega leta v slovenskem jeziku izdano v knjižni obliki. Nagrajeno je lahko delo z kateregakoli področja Cankarjevega ustvarjanja, pesniška zbirka, roman, drama, zbirka kratkih pripovedi ali esejev. Letos je strokovna žirija v ožji izbor uvrstila roman Ferija Lainščka, Kurja fizika, pesniško zbirko Barbare Korun, V nazaj, esejistično knjigo Nataše Kramberger, Po vsej sili živ, roman Milana Dekleve, Lističi in fikcijski esej Muanisa Sinanovića, Vse luči. O nagrajencu odloča strokovna žirija, ki jo sestavljajo doktorica Mateja Pezdirc Bartol, doktorica Alenka Koron, Simona Semenič, dr. Igor Divjak in dr. Tomaž Toporišič. Selimo se torej v vrhniški Cankarjev dom.
Spoštovane in spoštovani ljubitelji Ivana Cankarja, sodobne slovenske književnosti in Cankarjeve nagrade, dober večer in toplo pozdravljeni v Cankarjevem domu na Vrhniki. Med nami vljudno pozdravljamo predstavnike občine Vrhnika. Topel pozdrav vsem, ki spremljate prenos podelitve Cankarjeve nagrade na tretjem programu Radia Slovenija, programu Ars, v video prenosu na kanalu Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in vsem, ki boste o njej brali v časniku Dnevnik, zanesljivem medijskem partnerju naše nagrade, ter v drugih medijih, ki nas vsako leto aktivno spremljajo in podpirajo. V začetku slovesnosti se nam je mešani pevski zbor Mavrica z Vrhnike pod vodstvom zborovodkinje Darinke Fabjani predstavil skladbama Ali je zaspalo svetlo sonce skladatelja Marka Fabjanija na besedilo Ivana Cankarja in Ples v rdečem skladatelja Andreja Makorja na besedilo Srečka Kosovela. Besede Ivana Cankarja nam bodo v vsej polnosti zazvenele nekoliko kasneje. Za začetek pa na kratko o Cankarjevi nagradi, s katero v našem času simbolno nadaljujemo tradicijo velikega slovenskega književnika. Cankarjeva nagrada je poklon njemu in vsemu, kar je ustvaril, in hkrati priznanje za najboljše izvirno literarno delo minulega leta v slovenskem jeziku, s kateregakoli od 4 področij, ki jih je Ivan Cankar vrhunsko obvladal. Pesniška zbirka, roman, drama ter zbirka kratkih pripovedi ali esejev. Cankarjevo nagrado so septembra 2019 ustanovili Slovenski center PEN, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani in Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kot donatorica nagrade pa se vsa leta vanjo vključuje tudi občina Vrhnika. Nagrado letos podeljujemo že 6. zapovrstjo. Upravni odbor Cankarjeve nagrade sestavljajo predsednica Helena Kraljič, Slovenski center PEN, podpredsednica Nina Dittmajer-Prando, Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Nina Šenk-Kosem, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Namita Subioto, Univerza v Ljubljani in Jasmina Spahalič, občina Vrhnika. Kot prvi nas bo pozdravil podžupan občine Vrhnika, gospod Mirko Antolovič. Prijazno vabljeni k besedi. Dober večer. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v Cankarjevem kraju, naši Vrhniki. Občina Vrhnika kot rojstni kraj in kot mesto, ki je marsikaterem delu navdihnilo našega rojaka Ivana Cankarja, podpira razvoj pisane besede. Izredno smo ponosni, da se Vrhnika lahko ponaša s takšnim rojakom, ki je združeval in združuje vse nas Slovence. Zato verjamem, da bi bil Ivan Cankar ponosen, da smo se danes zbrali tukaj. Veličina našega rojaka se ne kaže samo v bogastvu besed in besedil, temveč tudi v tem, da so bila njegova dela aktualna tako v času nastanka kot tudi danes. Hvaležni in ponosni smo, da smo Vrhnčani ne samo zaradi največjega slovenskega pisatelja Cankarja, temveč da imamo v naši sredi imenitne ljudi, vas nominirance. Vesel sem, da bomo nagradili vas, sodobne avtorje, ki ustvarjate v zvrsteh, v katerih je ustvarjal tudi Ivan Cankar. Današnji nominiranci ste tisti, ki s svojo osebnostjo, prizadevnostjo, trudom in vztrajnostjo dokazujete, da je možno delati drugače
in širite obzorja. Ta nagrada ni le spodbuda za vaše ustvarjanje, je priznanje za ozaveščanje celotne družbe. V imenu občine Vrhnika vam iskreno čestitam za nominacijo in želim, da bi še naprej prebirali vaša dela. Vsem obiskovalcem in poslušalcem pa želim prijetno spremljanje programa in lep večer še naprej. Hvala lepa podžupanu občine Vrhnika, gospodu Mirku Antoloviču. Tako kot vsa leta doslej je tudi tokrat upravni odbor Cankarjeve nagrade, ki današnjo podelitev soorganizira v sodelovanju z Zavodom Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem ter Cankarjevo knjižnico Vrhnika, izbral nocojšnjo slavnostno govornico. In sicer je to prejemnica Cankarjeve nagrade za leto 2023, pisateljica Mojca Kumerdej, ki jo s tem vljudno vabimo k besedi. Dober večer, lepo pozdravljeni, še posebej pozdravljam nominiranke in nominiranca, članice in člane upravnega odbora ter žirije za Cankarjevo nagrado. Ko me kdo vpraša o vlogi in smislu umetnosti, odgovorim, da ima umetnost potencialno moč transformacije, da je umetnost način življenja, lahko celo preživetja. Ko v tem mesecu obeležujemo 80. obletnico konca druge svetovne vojne ter zmage nad nacizmom in fašizmom, medtem ko skrajno desni populizem na široko razpira krila in sta besedi nikoli več boleče razvezani v znova in znova, vse več in več, sem se spomnila zgodbe o Goethejevem hrastu. Na prelomu 18. in 19. stoletja so se na obronku Weimarja v gradu Ettersburg srečevali weimarski klasiki. V tamkajšnjem bukovem gozdu je rastel mogočen hrast, h kateremu je pogosto zahajal Goethe. Pesnik Johann Peter Eckermann piše, da je na enem od njunih sprehodov Goethe sedel ob tem hrastu izjavil: človek se tu počuti velikega in svobodnega, kot je velika narava, ki jo ima pred očmi. In tak bi človek tudi vedno moral biti. Leta 1937 so nacisti Bukov gozd posekali in tamkaj postavili eno največjih nemških koncentracijskih taborišč Buchenwald, v katerem so bili do konca vojne internirani Judje, Romi, Slovani, politični zaporniki, homoseksualci, pripadniki verskih ločin in drugi. Nacisti, ki so si Goetheja, nasprotnika vojn, ideološko selektivno prisvojili, so hrast ohranili in nato na njegove košate veje obešali zapornike. Goethejev hrast je taboriščnikom pomenil simbol svobode in poezije, ki je postala zatočišče preživetja, upanja in spomina. Medtem ko so med preštevanjem ure in ure zunaj stali v vrstah, so v mislih ponavljali in sestavljali verze. Svinčniki so na lističih papirja, ki so jih našli, zmaknili ali zamenjali za živila, poezijo pisali celo tisti, ki je pred internacijo niti niso brali. In tu ne le poezijo v krutosti, stradanju in smrti, temveč tudi v solidarnosti in ljubezni. S poezijo so ohranjali spomin na svoje najdražje, na kraje, odkoder so bili iztrgani. Poezijo, ki je bila branik pred popolnim razčlovečenjem, so neskrivaj drug drugemu brali in recitirali. Hrast, ki so ga avgusta leta 1945 med bombardiranjem ameriških letal zajeli plameni, so upravniki taborišča posekali, ker so interniranci razumeli kot znamenje bližajoče se rešitve. 8 mesecev kasneje
so Buchenwald sami osvobodili in 11. aprila leta 1945 ameriške vojake pričakali z napisi v več jezikih, ki so vsebovali dve besedi: nikoli več. V Buchenwaldu je umrlo 56.000 ljudi, med njimi 700 Slovencev. Približno toliko kot v 8 letih v Buchenwaldu je bilo v letu in pol pobitih civilistov v Gazi, ker plinske celice nadomeščajo sodobna orožja za množično uničevanje. Najmanj še enkrat toliko jih je tamkaj umrlo zaradi lakote. Ne vem, ali v Gazi obstaja drevo, ki je povezano s pesnico ali pisateljem, ali tam sploh še raste katero drevo, a tudi v tej klavnici človeštva, ker so med žrtvami umetniki, pesnice, pisatelji, je včasih edina dostopna hrana literatura. Mnogi umetniki in umetnice javno obsojajo zlorabe, vojne in nasilje, a v neredkih, zelo zahodnih demokracijah, tisti, ki obsojajo genocid v Gazi, pri tem tvegajo svoje ekonomsko preživetje in izključenost iz javnega prostora. Zato, ker politiki zaradi svojih ideoloških in poslovnih povezav z agresorji spodjedajo besedi nikoli več, v kateri so preživeli v drugi svetovni vojni, položili zahtevo in upanje, da se človečenje ne bi nikoli več ponovilo. Veseli me, da živim v državi, kjer to lahko izrekam, a me obenem tudi zelo skrbi. Nocoj slavimo literaturo. V iztekajoči se pomladi, ko ste bili umetnost in kultura omalovaževani kot nikdar doslej v slovenski zgodovini. Prav tisti, ki skušajo revidirati zmago nad nacizmom in fašizmom in zanikujejo genocid v Gazi, so to pomlad nad umetniki izvajali pogrom in jih sramotili z besedami družbeni privilegiranci, priskledniki, paraziti. Politična propaganda, ki temelji na fantazmi o hegemoniji družbi, katere enotnost naj bi spodjedali tuje in domači zajedavski elementi, je bila v slovenski preteklosti uporabljena tudi v obdobju protireformacije, kar je tema mojega romana Kronosova žetev. Tedanja oblast je za notranje sovražnike razglasila protestante, ki so zaslužni za prve slovenske knjige. Z namenom ustrahovanja in discipliniranja ljudstva pa so bile zlorabljene ženske, ki so umirale v čarovniških procesih. Stoletja kasneje sta bili tarča oblasti tudi Prešeren in Cankar, ki se s svojim vrhunskim pisanjem vpisujeta v mednarodni prostor. Z njima ter z mnogimi drugimi slovenskimi književnicami in književniki pa se v mednarodni prostor vpisujeta slovenski jezik in kultura. Med sovražno politično kampanjo me je razočaralo dvoje. Prvič, da so zelo redki glasovi oblastnikov segli prek pojasnjevanja proceduralnih postopkov in niso spregovorili o družbeni vlogi in pomenu umetnosti ter kulture. In drugič, da so napad, katerih emblem so bile intermedijska umetnica, pesnica in dramatičarka, na začetku kulturne inštitucije in društva obsodili. Kasneje, kar sem na začetku aprila izpostavila v sobotni prilogi Dela, pa je razen redkih posameznikov in posameznic večji del slovenske kulturno-umetniške scene molčal. Ker ni res, da se zavrnitvijo zakona o pokojninskih dodatkih za vrhunske umetnike ni nič spremenilo. Spremenil se je diskurs. Poniževanje in zasmehovanje umetnikov in kulturnikov, kar je pred referendumsko kampanjo veljalo za vulgarno in obsceno, je v delu slovenske javnosti postalo normalno. Umetnost ima transformativno družbeno moč in vsebuje kritičnost, upanje, utopije in distopije. Cankar je nekoč izjavil, da imajo utopije čudno lastnost, da se ponavadi uresničijo. A naj ga dopolnim. To čudno lastnost imajo tudi distopije. In da se slednje ne bi uresničile, je potrebna senzibilnost, solidarnost in kolektiven napor, ter kljub občasnemu videzu brezizhodnosti
ustrajanje. Naj izrazim čestitke nominirankam in nominirancema ter vsem vam zaželim lep večer. Lepo se zahvaljujemo nocojšnji slavnostni govornici, pisateljici Mojci Komerdej. Ivan Cankar je kot pripovednik in kot dramatik dvignil našo besedno umetnost na svetovno raven, kar dokazuje veliko število prevodov njegovih del v tuje jezike. Književnost je bila zanj ključnega pomena za oblikovanje zavesti in samobitnosti naroda. Njegovo brezkompromisno in svobodomiselno razumevanje umetnosti je zato še danes aktualno in izzivalno. Vloga umetnosti je pogosta tema Cankarjevih pripovedi. V črtici Obzori se umetnost postavi nad običajno življenje in se izenači z resnico. Avtor je zlitje umetnosti in resnice tudi v tej črtici, objavljeni v istoimenski zbirki, opazoval skozi očala družbenega kritika, umetnika in empatičnega človeka, ter nam na poseben način razkril, kaj je pravo bitje. Spoznal sem v tisti uri in spoznali smo vsi, kje je življenje in kje je resnica. Odlomek iz Cankarjeve črtice Obzori nam bo interpretiral Damjan Debevec. Resnično življenje je umetnost in umetnost je niansa. Vsakdanjo s svojimi kričečimi, zlaganimi barvami ne trpi nians in ubija umetnost. Človek se pokori njeni nasilnosti ter ji daruje 99% svojih dni. Čas, ki mu je odmerjen, zapravlja v zunanjostih in lažeh. Le v srečnih trenutkih, v božjih urah, se odpre nenadno kelih njegove duše, zatrepečejo strune njegovega pravega bitja. Vzdramijo se najfinejša, najbolj niansirana, komaj še čutna čustva. Oči njegove pogledajo široko in radostno, zakaj ugledale so resnico. Le redki so, ki so bili rojeni v taki božji uri. In njihove oči so zmerom odprte in odprte so njihove duše in jih strune pojo neprestano. Vsakdanjost jih sovraži in brutalno življenje jih preganja. Ali oni hodijo svojo pot z lahko nogo in veselim licem. Pripovedujejo o svoji sreči in o resnici, ki jo gledajo, v svoji sreči in o sreči svojega spoznanja. Življenje posluša besede, ki jih jeclja samo komaj v sanjah, ki jih govori samo časih opolnoči in samo pa zavedno. In življenje se razžaljeno upira ter ubija ljudi, ki so bili rojeni v božji uri in dela njihova rojena v božji uri. Posegal sem nehote po dnevniku, ki je ležal na bližnji mizi. In obšel me je neizmeren gnus. Dotaknil sem se bil tistega umazanega, vsakdanjega življenja. V tem trenutku sem spoznal, da ugaša tista srečna minuta in spreletel me strah. Spomnil sem se sentimentalne noči tam zunaj, srebrno sinje mesečine, širokih senc na cesti. Vstali smo ter se odpravili, da bi uživali zunaj na samotni cesti srečo te čudovite noči. Pihal je veter in nizko drevje, ki je stalo sredi prostranega trga, je šepetalo ter se nalahko zibalo. Svetloba je bila izginila z neba, siva, mokra megla je bila legla od vzhoda do zahoda. Ljudi je bilo malo na cesti. Uspavala, tu pa tam se je prikazala sključena postava ter se je izgubila v stransko ulico.
Šumelo je vse naokoli, nejasen šum, ki je prihajal Bog ve odkot. Spala je velika žival, ali že je pričela odpirati motne oči, kriviti hrbet ter ustajati. Zaškripala so vrata, tu pa tam. Prikazal se je zaspan človek v spalni suknji, zazehal je, ozrl se naokoli ter se vrnil v hišo z lenimi koraki. Oddaleč se je oglasilo drdranje voz. Nenadno je nekdo v bližini zaklical neko ime. Ta kričeči, surovi glas me je ranil, kakor da bi bil kdo udaril s pestjo po glavi. Solze so mi stopile v oči in začutil sem se neizmerno nesrečnega. Tako je prihajala vsakdanjost, svojo brezobzirnostjo, svojo umazanostjo in božja ura spoznanja je minila, kakor da bi se ne bila porodila nikoli. Stali smo na cesti, strah in žalost v očeh. Takrat je prišla mimo dolga vrsta mož z umazanih, obnošenih oblekah, obrazi koščeni, temni, samozavestni, roke težke in žuljave. Kakor se je poznalo na predpasnikih in bluzah, oškropljenih od apna so bili zidarji, ki so šli na delo. Stopali so mimo nas moče, s krepkimi, trdimi koraki. Nihče izmed njih se ni zmenil za nas. Le sključen, bradat starec z grbljenim usnjatim obrazom se ozrl na nas z neskončno zaničljivim pogledom, pljunil je vstran ter po svoji poti šel za drugimi. Nismo imeli toliko poguma, da bi se spogledali in da bi si segli v roke ob slovesu. Sram nas je bilo in čutili smo se neizmerno usmešene. Pianistka Lovorka Nemeš Dular nam je zaigrala 7. preludij iz zbirke preludijev skladatelja Lucijana Marije Škarjanca. Pred nami pa je že trenutek, ko bomo spoznali,
letošnje nominiranke in nominirance za Cankarjevo nagrado. Na oder prihajajo Nataša Kramberger, avtorica esejistične zbirke Po vsej sili živ, Barbara Korun, avtorica pesniške zbirke Vnazaj, Milan Dekleva, avtor romana Lističi, Feri Lainšček, avtor romana Kurja fizika in Moanis Sinanović, avtor esejistične zbirke Vse luči. Pozdravimo jih. Več o nominiranih delih in njihovih avtoricah ter avtorjih bomo izvedeli v pogovoru, ki je pred nami. Z njimi se bo pogovarjala slovenska pisateljica, založnica, urednica in publicistka, predsednica Slovenskega centra PEN, Tanja Tuma. Izvolite. Hvala in kar začnimo. Milan Dekleva je nominiran za roman Lističi, katerega protagonist je njegov stric, literat in prevajalec Albert Širok. Žirija je zapisala: Lističi so obenem spomenik in dokument, virtuozno izpisani z občutljivostjo in spoštljivostjo tako do jezika kot do obdobja, na katerega v kruških, ki so vedno bolj prah, smo zgradili in gradimo neobčutljivo in nespoštljivo današnjost. Pesnik, pripovednik, dramatik, esejist in glasbenik Milan Dekleva je bil urednik študentske Tribune, Radia Študent, poučeval je glasbo, bil novinar Dnevnika in urednik Sveta v knjigah. Do upokojitve je urejal otroške in mladinske programe na televiziji Slovenija. Za svoja pesniška, esejistična in pripovedna dela je prejel nagrado Prešernovega sklada, Župančičevo nagrado, Jenkovo nagrado, Rožančevo nagrado, dvakrat Veronikino nagrado, nagrado Kresnik, Desetnico in Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Prejel je tudi nagrado Vasje Cerarja za prevajanje. Od leta 2017 je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Milan Dekleva, kako je nastajal ta večplasten in oblikovno zelo zanimiv roman? Ta roman sem si zamislil kot literarni poklon našim staršem in starim staršem, ki so živeli v tistem demoničnem stoletju, o katerem je govorila tudi tako pretresljiva Mojca Komrdej. Stoletju, ki sem ga nekoč imenoval stoletje velikih poetičnih vzponov in groznih moralnih in etičnih polomov in zdrsov. Govoriti sem hotel o ljudeh, ki so kljub temu, da so bili večkrat izgnani od doma in tudi iz svojih jezikov, da so bili prebežniki, tisti prebežniki, ki nas opominjajo na to, kaj se dogaja s prebežniki danes, ko se ves svet spreminja v veliko taborišče, da so kljub svojim težkim trenutkom, ki so jih preživljali, vendarle zmogli veliko sočutja in razumevanja za druge in drugačne. In zato se mi zdi, da tak poklon res zaslužijo. Pa prisluhnimo odlomku, prosim. To je prvi listič, odlomek iz prvega lističa, ki je datiran z letom 1967. Moral bom zapreti okno. Zunaj ob veliki predavalnici inštituta spet nekaj gradijo. Namesto visokih topolov in brez, ki jih je zasadil brat Karl, bodo na podržavljenem vrtu zgradili nove laboratorije. Stopim do stare z orihovino furnirane omare. Rad jo imam. Kljub škripajočim vratom
zgornje police vzamem mapo z lističi. Nikoli nisem bil dovolj sistematičen ali pa dovolj iskren in samozavesten, da bi pisal dnevnik. Dnevniki radi zaidejo v neprave roke. Lističi, to je bolje. Na njih so v hitrici zapisane spominske skice, krokiji, ki bi jih zlahka odnesel veter. Včasih stojim ob oknu in razmišljam, kako lepo bi se lističi vrtinčili po zraku in popadali v travo na sosedne vrtove v gradaščico. Morda bi kateri zašel tudi v laboratorije. Kako začudeno bi gledal zagnani raziskovalec atomov, če bi prebral: čas je podoben igralcu na provincialnem odru. Nobene šole nima, pa nas kljub temu prevzame s patetično vznesenostjo. Nič ne bo vzklilo z teh lističev. Rajonski otroci bi jih pobrali, prepognili in iz njih naredili papirnate ladice ali pa jih poslinili, zvaljali v kroglice in uporabili kot strelivo za pihalnike in frače. Najbrž bom vinjetam dodal pripoved o srečanju z Italom, ki se je zgodilo pred kratkim. Zakaj ne? Saj vendar napišem autobiografije. Pomenek s pisateljem, čigar roman sem prevedel, se je medtem že spremenil v zaporedje z bliskavico posnetih fotografij v mojem spominu. Lističi, nič drugega. Pisanje je zame le še terapevtski odmik od sedanjosti, ki mi postaja nedostopna in nerazumljiva. Ali ni življenje podobno drevesu, ki mu ne vidim korenin in komaj kdaj zaslutim njegovo trdnost, privabi pa me s trepetanjem lističev? Lističi, lovke svetlobe, osnutki trenutkov, ko se vse zgodi in že utone v pozabo. Lističe sem pisal brez premišljenega načrta. Nekatere sem dopolnjeval, druge prečrtal in zavrgel, v omaro sem jih spravljal kot hrček, ki zbira zalogo hrane. Včasih, odvisno od stanja hormona za srečo, sem jih položil na mizo, prelistal sem kupček, izbrani listič prebral in potem položil na vrh. Zmešnjava zapiskov me je začela veseliti, vedno bolj je ustrezala kaotičnemu stanju stoletja, ki me je izoblikovalo in ga je Mallarmé izjemno opisal s krilatico: metanje kock ne bo nikdar ukinilo naključja. Hvala lepa. Nataša Kramberger je nominirana za knjigo Po vsej sili živ. Po mnenju žirije svojevrsten literarni hibrid, ki v esejistično argumentirano poročilo o velikih temah sodobnega časa vešče s posluhom za napetost dogajanja in drobne detajle vpleta majhne zgodbe o vsakačnih živih bitjih, ki so vendarle in predvsem naravna, o ljudeh, živalih, drevesih in drugih rastlinah. Nataša Kramberger je mojstrica slovenskega jezika. Je pisateljica, kolumnistka, mladinska delavka in ekološka kmetica, pa tudi prejemnica Evropske nagrade za književnost leta 2010 in nagrajenka Prešernovega sklada letos. V svojih knjigah, esejih, reportažah in komentarjih pogosto povezuje ruralno in urbano ter spaja različne žanre. Je tudi avtorica interdisciplinarnih umetniških projektov o kmetijstvu, naravni gradnji z zemljo in naravovarstvu. V Jurovskem dolu vodi majhno biodinamično kmetijo, kjer s kolektivom Zelena centrala vsako poletje gosti številne mlade iz vse Evrope. Daj naravi dlan in na njej bo vzklilo vroče, utripajoče srce. Nataša, lahko s književnostjo ozdravimo planet? Dober večer. Takšno zapleteno vprašanje in tako malo časa. Daj naravi dlan, daj komurkoli ali čemurkoli dlan, pomeni pravzaprav razorožiti se.
In razoroženost ni utopija šibkih, ampak vsakodnevna, da ne bom rekla politična, odločitev pogumnih. Kakor je Mojca, mislim, da se bomo nocoj vsi nate sklicevali, tako pogumno povedala, je treba zaupati, da ima umetnost transformativno moč. In če kaj, potem umetnost lahko zdravi vse nas, naše notranje duhovne svetove, ki so pač potem zgolj zrcalo oziroma se uzrcalijo v tem, kar vidimo okrog nas. Predlagam, da prisluhnemo odlomku. Ta odlomek sledi enemu, oziroma se zgodi na en veliki petek, ki je prinesel eno božjo uro spoznanja. In se je zdelo, da bo zelo hudo, potem je bilo pa takole. Medtem, ko sem se spuščala po gozdnem obronku, polnem regratovih cvetov, mimo mejice s svežimi popki na brezah in mimo vinograda, skozi stari sadovnjak do vrta in nazaj na njivo, kjer me je še vedno čakalo prevrnjeno vedro z osatom, sem kolcala in jokala in rigala in preklinjala in solze so mi vrele iz vseh por in ožgani nos me je pekel in popikane dlani srbele in tišina okoli mene je bila tako gosta, da sem jo morala odrivati z rokami in kričati, da sem sploh lahko začela dihati in dojemati, kaj se je zgodilo. Pojma nisem imela, kako naprej, zato sem ponavljala kot neumna. Pa če prodam lastno dušo, pa če prodam lastno dušo, pa če prodam lastno dušo, šume ti ne dam. Furjasto sem se vrgla v osad in pulila do večera, dokler nisem bila popolnoma izčrpana. In takrat se je zgodilo. Zemlja, ki je ves dan žalovala, je spregovorila. Bil je čuden jezik, neponovljiv. In vendar se jasno spomnim, kako sem ob sončnem zahodu, ki je bil čisto rdeč, izmozgana sedela v sadovnjaku in si lizala rane na zabuhlem telesu. Bilo je razločno in glasno in prišlo je vseh strani kmetije. Ne damo, šume, ne damo. 7 začetkov in 7 koncev kmetijskih sezon kasneje vem, da v naravi, v zemlji, v ognju, v vodi, v zraku, med koreninami, v krošnjah, v čebeljih panjih, med zasuki lastovk in v lebdenju kačjega pastirja, v mlakah, med krtinami, v potokih, med travami, obstaja grozovita, silna zmožnost vstaje in upora. Nič revolucionarnega ni v njej, le bohotna, vse razrasla sla po življenju. Daj naravi dlan in na njej bo vzklilo vroče, utripajoče srce. Hvala. Muanis Sinanović je nominiran za knjigo Vse luči, ki nosi pomenljiv podnaslov Fikcijski esej. Žirija takole pravi. Sinanović pred nami zapisuje zgodbo o pisatelju, pripadniku druge generacije priseljencev, ki pri 30 letih doživi eksistencialno krizo in izgori, se počasi začne znova sestavljati, a se mu vedno znova prikrade v zavest spraševanje o smislu in nesmislu njegovega pisanja. Obračunava hkrati s svetom in seboj, s tranzicijskim kaosom, nacionalizmom in simptomi nestrpnosti, ki jim mestoma podleže tudi sam. Potovanje na konec moraste noči, za katero se vedno znova izkaže, da se ne bo nikoli končala. A pripovedovalec vseeno vztraja kot iskalec smisla v svetu brez smisla.
Muanis Sinanović je pesnik, pisatelj, esejist, kritik in prevajalec. Objavil je 4 pesniške zbirke in 4 prozne knjige. Za zbirko Štafeta okoli mestne smreke je prejel nagrado za najboljši prvenec, zbirka Krhke karavane pa je bila leta 2020 nagrajena s kritičnim sitom. Muanis, v knjigi mestoma neizprosno obračunavate ne le z okolico, temveč tudi sami s seboj. Je bilo pisanje te knjige neke vrste očiščenje, mogoče katarza? Ne bi ravno rekel. Mogoče v nekem manjšem delu. Predvsem je ta namen tega pisanja bil vzpostaviti mogoče neko pozicijo izrekanja v slovenski književnosti, ki ni tako samoumevna, ne. Pa tudi pozicijo izrekanja znotraj tega žanra, kako bi rekel, autofikcije, ne, pri katerem sem se zavestno nekako oddaljeval od nekih enostavnih identitetnih politik in pozicioniranj in sem skozi neko kritiko lastne pozicije prišel tudi do kritik te same identitete, ne, ki se predpostavlja v tem žanru, oziroma pripovedovalec tu ves čas beži od neke vloge žrtve, od neke pozicije znotraj neke pokroviteljske druge ideologije, ki naj bi ga ščitila, skratka od vseh samoumevnosti za takšno bežanje, pa je seveda vedno ključna tudi samokritika. Zdi se mi, da danes imamo nek prežitek kritike, ne, za katero pa ni dovolj samokritike, tako da se v bistvu ta kritika iz različnih smeri se pravzaprav nekako izničuje. In prav to se mi zdi ta nek status quo presežka kritike, ki je pravzaprav nekritična, sem hotel s to knjigo nekako tudi prevprašati. Predlagam, da prisluhnemo odlomku. Zopet smo šli na Metelkovo, kraj, kjer sem v neko vrečo brez dna zmetal dovolj trenutkov za eno slabo neskončnost. Kajti trenutek je jedro neskončnosti, tako kot je minuta jedro končnosti. Neskončnosti pa sta 2, dobra in slaba. In obe lahko izkusiš v tem življenju. Nekateri delujejo tako, da poskušajo presaditi neskončnost cela sem, recimo na Metelkovo, jo domačiti, zato jim propade. Drugi izhajajo iz končnosti tega kraja in stremijo proti neskončnosti, ki še pride. V vsakem primeru pa smrt ni posrkanje, temveč razlitje. Že kar nekaj časa nisem bil tu in navdaja me nostalgična tesnoba. O ponedeljkih po polnoči je to zelo neprijeten kraj. Ko sedimo na klopeh v pritličju znamenitega stolpa, je poleg nenavadna druščina. Na njihovo prošnjo ponudim cigareto, kar ena od žensk razume kot priložnost. V nekakšni psihotični govorici se začne ponujati v zameno za kokain, ki ga nimam. Nenadoma sem ujet. Ko ženska preveč vztraja, se premaknemo na klopi pred jalo in WC-ji. Potem pride za nami, hodi kot zombi, stopali, obvezanimi starimi cunjami, ki jih ima namesto čevljev. Da, prav kot zombi v filmih in z nekakšnim demoničnim nasmeškom. Čutim sočutje, pa tudi gnus. Kaj človeka pripelje v to stanje? Ženska je morda haltlos, nestabilni psihopat. Ko se okoli 4. ali 5. ure zjutraj vračam od človeka na vozičku, ki je ves čas ždel v senci, izvem, da mu je ukradla 40 €. Cel teden preživim v avgustovski Ljubljani. Neki človek iz prejšnjega življenja ima prazno stanovanje. Odkar sem odšel, je vse enako, razen tega, da je turistov še več in je staro jedro še bolj podobno tesnobnemu zabaviščnemu parku. Fraze o tem držijo, v katerem so razstavljene znane in pomembne osebnosti oziroma take, ki bi si to želele biti. Ni stvar v tem, da bi bilo z zabaviščnim parkom samim po sebi kaj narobe. Gre za neskladje med vtisom globine meščanske zgodovine in širine kulturnega programa, ki ga mesto želi dajati,
ter njegovo resnično površinsko naravo. To neskladje razpira brezno tesnobe. V Ljubljani gre vedno za neskladje med podobo in bistvom. Le gospa na vozičku, ki igra violino na enem od nabrežij, stvar nekako polepša. Zvok njenega glasbila se zdi iz zraka oblikuje neviden zaslon, skozi katerega lahko stvari opazuješ bolj odmaknjeno. To je kraj, kjer vse ostaja nekako lagodno in zamolklo in enako, tako da živiš iz dneva v dan po kavah in klubih, poleti si na kaki plaži, pa se potem vse vrne na staro pot, tako da ne opaziš, da minejo leta in desetletja. Na to stari Carolsi po Metelkovi še vedno lovijo nove punce na stare fore. Zjutraj pa bodo prišli kot jastrebi od drugod mlajši in starejši, ki prežijo še na preostala dekleta na drobtine Metelkove. Na vsakem koraku so nekakšne legende, največ iz 80-ih, vendar to v praksi nič ne pomeni. Nič razen tega, da so ljudje, ki so bili v 80-ih carji. Zato, ker so bojda zaslužni za to državo, tako si domišljajo. In potem so v tej motni nepremičnosti edina rešitev droge, afterparty, vedno isti klubski večeri, ki obljubljajo neskončnost in s hladno jutranjo sivino zarežejo globoko v razbolelo, umrljivo tkivo. Izmenjuje se samo barve neba in Ljubljanica, ki je nikoli ne vidiš iste dvakrat. Da, nikoli ne stopiš niti v isto Ljubljano, paradoksalno, čeprav gre na videz za identično mesto, v tem je neka prevara. Vetriči po ulicah so kot nežne roke, ki vedno nekam vabijo in svetloba je vedno čista, a ne zavezujoča. Mesto se ti ne more zaobljubiti, lahko pa ti da dni in večere in noči. In jutra na vrhovih savskih stolpnic ali v taksijih namenjenih domov ali na drugo druženje. Barbara Korun je nominirana za pesniško zbirko Nazaj, v kateri je osrednji element, ki povezuje pesmi, voda. Citat iz utemeljitve. Čeprav je na začetku struga suha in se potem deročem toku prepoji s krvjo, se nazadnje umiri v jezero, ki prinaša upanje. Voda je plodovnica, ki povezuje mater in otroka, in krogotoku življenja, ko nazadnje pesnica pomaga umirajoči materi, se vloge zamenjajo. Barbara Korun je pesnica in esejistka. Od leta 2013 organizira redna mesečna srečanja o branju novih zbirk slovenskih pesnic, Pesnice za pesnice, za kar je leta 2020 prejela nagrado Mira Slovenskega centra PEN. Njeno pesniško delo je bilo večkrat nagrajeno. Za knjižni prvenec, Zlata ptica, Veronikina nagrada, dvakrat je bila nominirana za Jenkovo in Veronikino nagrado. Barbara, ravno četrt stoletja po prvi zbirki je lani izšla vaša 8. pesniška zbirka Nazaj. V njej tematizirate umiranje, spremljanje bližnje osebe, matere, do smrti oziroma v smrt, to intimno izkušnjo pa povežete z zavedanjem lastne umrljivosti in usodo ljudi, otrok in družin v vojnah v Gazi in Ukrajini. Kako ste se, Barbara, srečevali s to težko temo? Ja, to je res težka tema, težka občutja. In prevladujoče občutje ob tem je bilo nemoč. Smrti ni mogoče ustaviti, odvrniti, zbežati od nje, ozdraviti od nje. Ko pa se je začela še vojna, najprej v Ukrajini, potem pa ta kruta morija v Gazi, je bila ta moč še postoterjena, pridružila se je še občutek krivde. So krivde. Imela pa sem srečo, da sem bila konec leta 2023 za 3 mesece povabljena strani mesta München na obalo Starnberškega jezera, kamor je bila, in to so ta čudovita življenjska naključja, povabljena tudi današnja slavnostna govornica Mojca Kumrdej, in sva potem prvič skupaj zaplavali v to čudovito bitje, dolgo 45 kilometrov,
In to plavanje, ta voda me je nekako, mi je prinesla to transformacijo. Srečala sem se s to tiho, nežno, ampak silovito in strastno slo po življenju, o tem, o čemer je danes prebrala tako lepo tudi Nataša Kramberger. Pa da bi vam ponazorila, bom prebrala 3 pesmi iz te zbirke. Raztrganina v tkanini, v našem tkivu. Gaza. S čim bomo obvezali rano? Morilci ne vidijo, da krvavimo vsi. Ne ustavimo jih. Samo gledamo. Povsod kri. Trepetajoča greš van. Milostno te loči od telesa. Ga vzame vase. Ti pa se prosto giblješ po prostosti. Brezmejnost gor in hribov in planin. Iz neizmernosti sonca te nekaj vleče. Ni zrak, ni ozmoza. Zagotovo ptič je. Race se oglašajo, kot bi jih kdo uščipnil. Ampak to, kako te ni, kako te ne zapusti veliko telo. In gre s tabo na kopno in še domov. In še zadnja. Vsak dan je tam žareče, vabeče jezero, govoreče svojo žitko vodo. To bi lahko bila solza. A kdo jo joka?
Feri Lainšček je nominiran za roman Kurja fizika, zadnji del trilogije, v kateri obuja spomine na svoje otroštvo v vasici Dolenci na Goričkem. Želija je zapisala: avtor poetičnem jeziku, ki mu avtentičnost dodajo številni narečni izrazi, v besedi otroško radovednost, željo po učenju, prevzetnost nad podobami narave, predvsem pa zmožnost čudenja in lepoto sanjarjenja. Roman iz naslovne fizike prerašča v metafiziko in tudi sodobnega bralca opominja na moč domišljije in bogatstvo notranjega sveta. Pesnik in pisatelj Feri Lainšček je prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo na področju književnosti. Leta 2021 je prejemnik nagrade Prešernovega sklada in prejemnik vseh pomembnejših slovenskih nagrad za literaturo, mladinsko književnost in filmski scenarij. Dvakrat Kresnika, nagrada Večernica, nagrada Desetnica, Zlata hruška in nagrada Vesna. Večkrat je bil nagrajen tudi za besedila na slovenskih glasbenih festivalih. Je slovenski pisatelj, katerega dela so doživela največ filmskih adaptacij, ustvarja in živi v Murski Soboti. Kurja fizika je zgodba o gradnji nove hiše, ki iz družine glavnega junaka, Fereka, srka energijo, finance, čustva. A vseeno Ferek najde prostor v srcu za ljubezen svojega življenja. Je mogoče ljubiti deklico v tako rosnih letih? In mogoče še pod vprašanje, na katerega odgovorite, zakaj ste romanu dodali slovarček narečnih izrazov? Ja, dober večer. Deklica, v katero sem bil takrat zaljubljen, je zdaj gospa mojih let, srečujeva se v Murski Soboti, greva včasih na kavo in se šaliva na ta račun. V tem romanu, v teh treh romanih je vse res. To so romani, v katerih se ne da lagati. Jaz sem 6 let potoval v to svoje zgodnje otroštvo, v vse tisto potlačeno, odrinjeno, skrito in preprosto želel izvedeti, kako je bilo moje otroštvo. Po 6 letih ga poznam, vrnil sem se ga, dobil sem ga nazaj, poznam vzorce, po katerih živim, zato ker poznam vzorce, ki so me vzgojili, tako ali drugače. V šali ali pa pravzaprav zelo zares rečem, da je vse skupaj kot neka palimpsestna prekmurska gibanica. Iz sloja v sloj preseva eno v drugo. Skratka, to je zgodba o tem mojem potovanju. Ni mi žal, teh 6 let ni izgubljenih, teh 6 let je dragocenih. Se pa neskončno veselim, da bom lahko spet pisal, ko bom lahko lagal, ko si bom lahko izmišljal, ko bom lahko fantaziral, ko bom lahko ustvarjal v domišljijske svetove, tako kot sem jih deček v tem romanu. Kar se tiče narečnih izrazov in jezika, bila je velika past, bila je nevarnost, da bi dialoge pisal v prekmurščini, ker prekmurščina je moj materni jezik, spominjamo se v maternem jeziku, vse, kar se mi je obujalo, sem slišal v maternem jeziku, ampak sem se, hvala Bogu, zavestno odločil, da tega ne bom počel, zato ker se mi preprosto zdi, da se v slovenščini da vse to izraziti in da je umetnost ravno v tem, da to izraziš v jeziku, v katerem ustvarjaš. Narečni izrazi so bolj kot sol, poper, kot nekaj, kar daje nek občutek, da je pa to vendarle nekje tam drugje, v Panoniji. Tako bi odgovoril. Hvala. Pa prisluhnimo naslovni pesmi v knjigi. To je kratek uvodni akord iz moje
poezije, ki se mi je zdel zelo primeren za začetek tega romana. To jutro, ki me gleda z očesom sonca in modrine, ne ve, da sem le misel, ki sem se vrača po spomine. Ta trava, ki popila je roso in nebeško mano, ne ve, kaj vse pokriva. Le duše hodijo tod z mano. Tu še živi preteklost, ki se je zdavnaj pritajila. So pesmi in so zgodbe, so sanje in privid spomina. Dragi nominiranki, dragi nominiranci, hvala, da ste nam dovolili pokukati med strani vaših nominiranih knjig. Predlagam, da se preselimo med publiko in vidimo, kdo bo Cankarjev nagrajenec ali nagrajenka. Spoštovani nominiranki Nataša Kramberger in Barbara Korun, cenjeni nominiranci Milan Dekleva, Moanis Sinanović in Feri Lainšček, hvala lepa vsem. Hvala Tani Tuma za ta zanimiv pogovor, za predstavitev knjig nominiranih za letošnjo Cankarjevo nagrado. Naj pa vaš pogovor izzveni tudi kot vabilo k branju teh nominiranih knjig. Pred nami pa je, spoštovani dragi gostje, že močno pričakovani trenutek razglasitve zmagovalca oziroma zmagovalke. Žirijo Cankarjeve nagrade so sestavljali predsednica dr. Mateja Pezdirc Bartol, Univerza v Ljubljani, dr. Alenka Koron, Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dobitnica Cankarjeve nagrade 2022 Simona Semenič, Upravni odbor Cankarjeve nagrade, dr. Igor Divjak, Slovenski center PEN in dr. Tomaž Toporišič, Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Semkaj k mikrofonu pa vabim predsednico žirije, dr. Matejo Pezdirc Bartol. Prosim. Drage obiskovalke in obiskovalci, lepo pozdravljeni na letošnji podelitvi Cankarjevih nagrad. Vesela sem, da prireditev iz leta v leto raste in pridobiva veljavo znotraj slovenskega kulturnega prostora. V uvodnih pogovorih ste spoznali letošnje nominirance in nominiranki in verjetno si lahko predstavljate, kako težko in odgovorno nalogo ima žirija, saj mora med njimi izbrati zgolj enega. Vsem letošnjim nominirancem iskreno čestitam in toplo priporočam v branje nominirana dela. Strokovna žirija je soglasno odločila, da Cankarjevo nagrado prejme Barbara Korun za pesniško zbirko V nazaj. Aplavz za Barbaro Korun, letošnjo Cankarjevo nagrajenko. Naj povemo, da Cankarjeva nagrada vsebuje priznanje z utemeljitvijo in denarni del v višini 8.000 evrov. Nagrado bo podelila, izročila Helena Kraljič, predsednica upravnega odbora Cankarjeve nagrade. Iskrene čestitke.
In sedaj predsednico žirije, Matejo Pezdirc Bartol, vljudno prosimo za utemeljitev. Barbara Korun v svoji 8. pesniški zbirki Vnazaj spregovori o bolečini ob smrti svoje mame, v pesmih se pokloni njenemu spominu, obenem pa so te obred žalovanja in soočenja z lastno minljivostjo. Ta osrednji motiv se prepleta še z eno smrtjo, ki smo jo v preteklem letu in pol kolektivno doživljali, smrtjo vere v človečnost ob genocidu v Gazi in drugih vojnah po svetu, ki jih mednarodna skupnost le nemo opazuje. Ob tragičnem dogajanju se je pesnica primorana soočiti z nemočjo pesniške besede. Na začetku zbirke pretresena zapiše vers: to ni pesem, nemoč je, le nekaj besed, uničenje, konec. Pesnica bi lahko na tem mestu tudi razočarano umolknila, vendar pa življenje teče naprej in poezija ne more privoliti zgolj v tišino. Da njene pesmi ne bi bile le pesmi soočanja s smrtjo, ampak pesmi življenja, mora avtorica razgraditi pesniško tkivo. Skozi tesnobno eliptičnost, včasih ji zadostuje le nekaj besed, se prebije do izvora pesniške govorice, zato pa mora razgraditi tudi svoj pesniški jaz. Pesem tako ni več le izpoved osebne bolečine, ampak se razpre svetu. Pesmi Barbare Korun nas v brezupnem času spomnijo, da noben človek ni otok, temveč smo vsi kos celine. Osrednji element, ki povezuje pesmi v zbirki, je voda. Čeprav je na začetku struga suha in se potem v deročem toku prepoji s krvjo, se nazadnje umiri v jezero, ki prinaša upanje. Morda je voda tisti element očiščenja, k kateremu se simbolno vračamo in ki nas opominja, da bi morali biti vzajemna skrb in ljubezen temelj našega obstoja in da sta le ti močnejši od vojne in smrti. Še enkrat iskrene čestitke avtorici. Hvala lepa predsednici žirije, doktorici Mateji Pezdirc Bartol. Sedaj pa seveda vabimo k besedi, k mikrofonu našo nagrajenko. Prosim. Ja, še enkrat dober večer. Moram priznati, da ste me našli popolnoma nepripravljeno. Namreč moji sonominiranci so tako odlični pisatelji in tudi eminentni, da so se nekako kar izključila iz tega. Tako da najlepša hvala. Res, ta nagrada mi res veliko pomeni, še posebej, ker nosi to čudovito ime Cankarjevo. Cankarja občudujem zaradi njegove raznovrstnosti, predvsem pa človečnosti in kritičnosti. Znal je biti duhovit, pronicljiv in pa seveda tudi melanholičen. In upam, da bo ta nagrada in da bom tudi jaz lahko še kaj prispevala v to zakladnico slovenske literature. In hvala vam, hvala za to zaupanje in zaupanje vame. Hvala. Hvala in iskrene čestitke dobitnici letošnje Cankarjeve nagrade, pesnici Barbari Korun. Iskrene čestitke vsem nominirankam in nominirancem in seveda tudi prosim še za en aplavz za vse, kot tudi žiriji za opravljeno delo.
Naš poklon najprej Ivanu Cankarju, sodobni slovenski književnosti ter neposredni prenos na 3. programu Radia Slovenija, programu Ars, je tako pri kraju. Zahvaljujemo se vam za vaše zanimanje in naklonjenost Ivanu Cankarju, Cankarjevi nagradi in sodobni slovenski književnosti. Preden pa se poslovimo od poslušalk in poslušalcev programa Ars, si lahko v mislih obljubimo, da bomo vsak zase našli čas za oboje, branje Cankarja in sodobne slovenske književnosti. Se slišimo ob letu Osorej. Seveda pa mi tukaj v dvorani nadaljujemo naše druženje. Na odru se nam bo ponovno pridružila pianistka Lovorka Nemeš Dular in slovesno zaokrožila ta lep večer slavnostno fantazijo Janeza Matičiča. Uživajte.
Prisrčna hvala Lovorkini Meždular za ta čudovit nastop, ki je zaokrožil našo slovesnost. Ob koncu naše prireditve vabimo na oder vse sodelujoče, žirijo, nominirance in nastopajoče za končni skupni poklon tako spodbudnemu občinstvu. Zahvaljujemo se sponzorjem prireditve, občini Vrhnika, Krki tovarni zdravil Novo mesto, zavodu Ivana Cankarja, tretjemu programu Radia Slovenija, programu Ars in časopisni hiši Dnevnik. Čez leto dni se, kot rečeno, vidimo znova, sedaj pa vas vabimo v predverje Cankarjevega doma na srečanje, pogostitev in seveda klepet o poeziji. Srečno in lep večer še naprej. Hvala.